Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri v studiu Društva Družina in življenje danes gostim prijatelja in družinskega terapeuta Miho Ruparčiča. Miha, pozdravljen. Lep pozdrav, Benjamin. Živo, dobrodošel pri nas v Krškem studiu. Z veseljem, hvala za povabilo. Dvakrat so že bila, ko smo bili še po domače na Zoomu v času karantene in tako. Drži. Zdaj pa prvič nekako snemava skupaj. Smo pa bili lansko leto v poletnih tednih v Vržeju. Si bil naš gost. Hvaležen za to. Ja, tudi nam je bilo zelo všeč, no? Tako da tudi po odzivih naših družin sodeč si bil res tako zelo nagovorjujoč. In iz tistih pogovorov, ki si jih imel individualno z našimi pari, tako vmes, bova počrpala tudi današnjo temo, ki je tema sobivanja, tema medgeneracijskega, bi rekel, soživljenja, deljenja življenja skupaj. Ne? Predno pa se posvetiva temi, pa dajva posvetiti tale čas Bogu, ki nas je ustvaril in ki nas je poklical v bivanje v različnih generacijah, pa mu izročiva tale čas, ko bova midva se pogovarjala, in tudi čas, ko bodo najni gledalci gledali in poslušalci na kakšnem podcastu poslušali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Gospod, hvala ti za ta trenutek v najinih življenjih. Hvala za ta trenutek te oddaje. Prosimo te, da v moči svojega Svetega Duha prideš nad naju in da nam daš pravih besed, pravih misli, pravih pod tem, o katerih se bova pogovarjala, da bi bilo to kar najbolj v pomoč vsem nam, ki gledamo in poslušamo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Miha, mene je v resnici pretreslo, ko si mi povedal, kako naše družine, se pravi, rečemo po domače diževe, pari, ki se zbiramo v okviru družine in življenja, ko se pridejo pogovarjati s teboj individualno, v resnici na plano ne pridejo najprej njihove vzgojne težave, pa težave, ki jih imajo oni med sabo, kot pač partnerji, kot možje, kot žene, ampak pride osnovna težava velikokrat na dan, težava sobivanja, težava v odnosu do njihovih staršev, pa vendar gre to za odrasle ljudi, ki nekako živijo, gradijo odnose redno. Kaj nam to pove? To drži, tako da sem zelo hvaležen za vsa ta srečanja, ki so v Vržeju bila. Mislim, da se je v 2 tednih nabrali kar lepo število teh srečanj, ki so bila sicer kratka, po 30 minut, ampak v največji meri so bila pogosto prav izražene te stiske, bi rekel, staršev, ki so danes stari, lahko rečemo med 25 in 50, ki ustvarjajo pravzaprav družino, kariero in ustvarjajo svoje družinsko življenje, da je velikrat, se pravi, stiska napram njihovim staršem, ki so pa sedaj že stari starši, v skupnem, bodisi v skupnem bivanju, včasih gre za isti objekt, včasih gre za sosednji objekt, včasih ne živijo skupaj, pa vendar pogosto ne dobijo neke podpore, ki bi si jo želeli na ta prav način, in so potem posebej hvaležni, da to v dižu potem dobijo, da se lahko uredijo življenje, da nekje si pač sprejet na ta način, kot si in viden tako, kot si. Ali je pomembno, da se pravi ta generacija staršev začnemo malo bolj ozaveščati, kaj se dogaja na teh naših področjih, se pravi odrasli ljudje s svojimi starši, pa mogoče bova potem v drugem delu oddaje lahko še, kako pa naj stari starši napram svojim odraslim otrokom, ampak zdaj najprej, svetopismo večkrat pravi, mož bo zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta eno telo. Kaj se mora v naših glavah, v naši psihi primernega zgoditi, da se to dejansko zgodi? Ja, gotovo je potrebna določena pot, določena stopna zrelosti. Včasih nas bo na te stvari partner opozoril, da neke stvari morda niso v tistih mejah, kot bi bile pričakovane. Nasploh se mi zdi dobro narediti to širšo sliko. Kaj zdaj to pomeni? Pomeni, da mi kot osebe smo
več kot posamezniki, ker po nekaterih znanstvenih študijah nosimo 14 rodov zapisa v sebi. Mi toliko podatkov seveda nimamo, tako da je smiselno vedeti nekaj o svojem rodu, govorimo o nekih 3 generacijah za nazaj. Mimogrede je pač čudovita knjiga na to temo išla od Marka Volena, o teh medgeneracijskih prenosih, se pravi zgodovina teh družinskih travm, ki lahko včasih tudi določa nek tempo oziroma težko pojasnimo včasih samo z sedanjostjo neke stvari, ki se nam dogajajo. Mogoče naslov lahko se pravi podedovane družinske travme. Se pravi Mark Volen, podedovane družinske travme, založba Primus je to izdala, sem jim zelo hvaležen, ker je to res na znanosti utemeljen način, ki nam lahko pravzaprav pomaga včasih razvozlati, zakaj pravzaprav se neko trpljenje pojavlja ali pa celo seli iz generacije v generacijo. Tako da nam je to lahko en ta vidik, ki nam je v pomoč. Zdaj, mogoče malo v upravičilo naši generaciji, ki včasih ne znamo čist pravi čas mej postaviti. Ker po naravi stvari te meje načeloma ne bi bile potrebne, kar pomeni, da bi starši naši, ki so zdaj že stari starši, te meje za nas držali pravzaprav. To pomeni, da bi nas spustili v svobodo. Ostali pa na en sočuten način prisotni, vendar bi se odrekali kontroli in nadzoru nad našimi odločitvami. Kar pomeni, da bi nastopali v neki drži modrosti, ne nasvetov. Ker med nasveti pa modrosti je velika razlika. Nasvet je, jaz vem, kaj je zate dobro in takole delaj, če pa ne boš, bom pa užaljen. Modrost je pa le, jaz delim s teboj svoje življenje, ki je bilo včasih zahtevno, včasih lepo, ponovadi kombinacija obojega, na koncu se je dobro išlo, da ti v neki drži upanja povedo, kako so živeli in ni nobene prisile, da moraš ti tako živeti. Vzemi iz tega, kar misliš, da bi ti pomagalo. Pa vendar večinoma, bova rekla, vemo, da žal temu ni tako. V odnosih, v praksi, se tudi iz tvoje terapevtske prakse gotovo vidiš, koliko težav to povzroča. Kaj je v teh, se pravi, kako najdeti pravo mero nekega sočutja do prejšnjih generacij? Se spomnim tiste vaje v Ržeju, ki smo jo naredili, kjer smo vstopili v čevlje dedka, ki je preživel vojno, in potem morda očeta, ki je odraščal v neki povojnem pomankanju in potem morda mene samega, ki sem bil tam generacija, 80-ih, 90-ih let, 70-ih še marsikdo. Tako nekako, kako imeti primerno sočutje do tega za nazaj, pa hkrati vedeti, da ni vse, kar znajo včasih zahtevati v tem svojem manku od mene, fair in prav. Ja, sočutje je dobro v tem smislu, da vemo, da te ljudje pogosto ne želijo nič slabega. Se pravi, da govorijo o nekih svojih zgodbah, da govorijo o nekih svojih nerazrešenih vprašanjih, včasih travmah in tako dalje. Zato, da to razumemo, seveda lahko. Ampak jaz bi rekel, tudi meje so sočutje. Z mejo jaz drugemu ne dovolim, da greši, konec koncev. In mu to mejo jasno pokažem. Pri mejah pa kjerkoli izostank ljubezni v našem otroštvu ali pa travme ne smejo biti razlog za opravičevanje, da lahko pa nekdo meje prestopa. V načelu si želimo, da bi druga stran, ne glede na to, koliko je to težko za njo, meje spoštovala, kadar jih pa ne more, da si je pa dolžna nek suport ali neko pomoč pravzaprav poiskati. Tako da meje v našem življenju so nujne. Brez mej pravzaprav ne vemo, do kje sem jaz, od kje naprej je druga oseba. Tako da postavljanje mej je del ljubezni, tudi svetopisemsko gledamo se na marsikakšnih točkah, bomo lahko noter ujeli razne meje, ki jih je treba, se pravi,
postaviti, ne, če se spomnim konec koncev Jezusa, ki je v templju tisto mejo postavil, ki je razbil tiste stojnice, ne, prav, kaj ste naredili z hiše molitve. Ne. Ampak vidiš, glih to se tokrat prikrade v to postavljanje ali pa v uveljavljanje že postavljenih mej, tista neka slaba vest ali pa celo čist direktno očitek, ne? Ja, glih v Svetem pismu pa piše, ne, spoštuj očeta in mater, ne? In mi ne znamo tega spoštovanja. Se pravi, spoštovanje razumemo samo kot neko tisto čisto totalno podrejanje, kjer mene več ni. A ne? Tisto bi naj bilo kao spoštovanje, pa ni res. Ne? Ja, ta, bi rekel, 4. Božja zapoved je bila pogosto zlorabljena. Ne? O njej je v neki okrožnici Janez Pavel II. Tudi pisal, je rekel, da spoštovanje otrok do staršev se začne pri spoštovanju staršev do otrok, prav, ker če tega osnovnega spoštovanja ni, potem ta zapoved izzveni, kot je dejal, če se prav spomnim, v moralni praznini. Se pravi, a veste, da bo starš pravzaprav otrok, vsak otrok ima nujno potrebo po spoštovanju staršev. In trpi, kadar se starši ne obnašajo tako, da bi jih lahko spoštoval. Se pravi, to je vrojena naša potreba, da želimo imeti nekoga nad nami. In bistvo, da pa mi lahko spoštujemo nekoga, je recimo, če bi znanstveno gledali, v varni navezanosti. To, da poskrbi, da je odnos varen, to, da poskrbi, da smo mi v tem odnosu videni in da nas zna pomiriti, kadar smo razburjeni. Če bomo mi to dobivali od nekoga, ki je nad nami, od avtoritete ali pa v neki redovni skupnosti od predstojnika, rečeš, wow, sej to je pa dobro k tem ljudem, sej od njih pridem pomirjen, pridem na nek način z nekim novim uvidom. Če pa prideš od njih naložen z več sramu, krivde, etc., pa rečeš, čakaj, prej sem imel en problem, zdaj imam pa dva. Ali boš imeti en problem? Pa ne grem več tja. Pa si moram to dejansko tudi dopustiti, ne? Včasih je treba dejansko iti v en proces žalovanja, da starši morda ne bodo mogli zadovoljiti tega mojega hrepenenja, ki je normalno, ki je naravno. In bo treba, ali pa samo v neki meri, ali pa v nekem segmentu bojo zmogli, v nekem ne. In tam bo na neki točki verjetno treba iti v proces žalovanja, da odžaluješ to, česar ni pravzaprav, ali pa nikoli. Celo nikoli ni bilo. Ampak je proces, da se temu hrepenenju na nek način odpoveš, se čisto odpoveš se mu, ampak da sprejmeš, da starši zelo verjetno bojo tako, kot so, več, toliko zmorejo, več ne. Fajn je v neki zameri, da ne ostaneš, da vse glih tis, kar zmorejo, morda, če se le da, vzameš. Ostale svoje hrepenenje, glih tane, da si v varnih odnosih, da si viden, da si razumljen, da si nekako validiran, kot rečemo in tako naprej. To pa potem lahko zadovoljiš v odnosu s partnerjem ponavadi, lahko še s kakšno drugo odraslo osebo, pa da tudi na nek način sam sebi začneš postati dober starš, kar pomeni, da prepoznaš neke svoje potrebe, ki jih imaš in si daš dovoljenje, da jih pravzaprav živiš, in mislim, da je to potem tudi, se lahko soočaš s tem, kar si rekel, s temi občutki krivde, ki ti jih lahko starejši naložijo, neprimernosti, ker odzivi na meje so lahko zelo različni, in mnogi dolgo let klonejo, pod pritiskom krivde ali neke manipulacije ali tega. Se mi zdi, da obstaja zelo taka jasna lestvica med tem, da najprej morda se niti ne zavedaš, da imaš takšen problem s kom, in da skozi leta zorenja pač ugotavljaš, tukaj me pa nekaj moti. Pa najprej imaš občutek, to me pa ne bi smelo motiti, saj vendar gre za ne vem koga, recimo za starša ali kakorkoli. Potem pa ugotoviš, da je čisto v redu, če te moti, in potem šele s časoma imaš mogoče možnost, da kaj rečeš, pa se ob tem mogoče še vedno narobe počutiš. In potem šele morda prideš v fazo, ko rečeš, pa se tudi počutiš prav, da rečeš. Tako se mi zdi, da je to en dolg proces v resnici. Dolg proces, a mi dvomimo kot verni ljudje, da Bog dela narobe. Ja, mislim, da verjamemo, da dela prav. In za otroka je enaka vera, ker smo mi kot starši predstavniki Boga, da otrok gleda starša in starš dela prav.
In ko starš žal v svoji človeški omejenosti ne dela prav, rabaš kar velik, ponavadi prijeti v odraslo dobo, da rečeš, lej, tole pa ni bilo v redu. Ja. In rečeš, ok, razumem, je bilo tako življenje, so bile take možnosti in tako naprej. Ampak jaz moram narediti ta obračun, znanstveno bi rekel, koherentno zgodbo svojega otroštva, da moram videti, kaj moj oče ni dal, pa kaj moja mama nista dala. Zakaj je to važno? Važen je zato, ker da pridem v stik s tem, pa ne, da bi njim zameril, pa šimfal, tam probamo jeti v neko pot vedno odpuščanja, hvaležnosti za to, kar so dali, pa odpuščanja, kar niso dali. Ampak to, kar niso dali, je odgovor, kaj v sedanjosti rabi moj partner, pa moj otrok, pa tudi jaz sam. In tukaj je včasih občutek krivde, da pravzaprav kot ne bi smel pogledati v to, da kaj niso dali. Točno to. In ta občutek krivde je tist, ki nima nobene zveze z krščanstvom, z ničemer, ker Jezus je jasen, resnica vas bo osvobodila. Ne prikrivanje, ne skrivanje, ne manipuliranje, resnica. Pa ne malikovanje ljudi. In tukaj vidim, da je recimo to se mi zdi, ko pač spremljam tudi te zgodbe ljudi, parov in tako, kadar gre za to oklepanje, te idealizirane podobe staršev, tukaj vidim, da je to en velik vir konfliktov med pari in celo žal tudi ločitev, se pravi, kjer pač eden od partnerjev ni zapustil očeta in matere, se pravi, ni zapustil te njune primarne idealizirane podobe, se trudi na vsak način to ohranjati, drugi vidi to, ga bocka, ga musitnarja okrog tega in potem se odloči ne. Ja, seveda je v osnovi so starši tega partnerja na nek način odgovorni, da ta otrok ne gre. Ker v Božjem načrtu je en silen načrt, da bolj je otrok navezan na starše, bolj bo samostojen kot odrasel. Kot otrok. Gre za paradoks. Se pravi, gre za obdobje do odhoda od doma, seveda je navezanost dvoletnika drugačna kot, 18-letnika. Kje se to zgodi, je tudi malo kulturološko pogojeno, recimo v Ameriki nekoliko prej, ampak grejo tam recimo na college, kjer imajo kljub vsemu kar veliko odraslih oseb, ki skrbijo za njih pa tam, na mesto staršev. Tako da to varna navezanost, se pravi, bolj bo otrok navezan na svoje starše, celo doživel v času otroštva odvisen, bolj bo neodvisen kot odrasel. To je paradoks, Wow. Ker mi imamo velikrat 3-letnike že zelo častimo njihovo samostojnost, potem najstnikom jo malo zaviramo, kakšnega 30-letnika imamo na kavču doma, kaj zdaj ne funkcionira. In to je o tem, da se mi starši bi se mogli v času otroštva, imamo mi nekako je, ne vem, pri katerih stranskih vratih prišla ta ideja, da ima otrok veliko potrebo po samostojnosti. V resnici ima veliko večjo potrebo po odvisnosti. In nekdo, ki mu je dopuščeno, da bo lahko v tem času otroštva doživel to odvisnost od starša, da bo kakosten v ježici nekaj časa še, bo lahko dozoril in v bistvu odšel ven kot neodvisna oseba. Tako da varna navezanost vedno rojeva samostojnost. A je kdaj varne navezanosti preveč? Nikoli, to je to voda. Preveč je vedno, če je posesivnost, če je to ni navezanost. Okay. Ker v varni navezanosti je vedno pravzaprav svoboda, da nekdo odhaja in prihaja. Kar pomeni, da bo na zdrav način pokazal samostojnost, jo bomo veseli, jo bomo podprli. Ampak ni pa to naš cilj, ker če je samostojnost v neki družini visoko rangirana, bo hotel otrok pripadati in bo, ko še ni dozoril, hotel postati samostojen, ampak njegovi možgani pa na to še niso pripravljeni, kar pomeni, da bo v paketu prišlo kup strahov, frustracij, stvari, ki jih še ne more pravzaprav sprocesirati, obdelati. Tako da je treba vero imeti v to, da se to zgodi. Tako da samostojnosti že pri otrocih je niti ne spodbujamo, niti ne zaviramo, pustimo, da je. In ko pride, smo jo veseli. Kdaj je realno, recimo tako razvojno gledano, kdaj je človek zmožen biti zares samostojen? Kdaj je recimo, če ne spodbujamo, pa ne zaviramo, pride pa obdobje, ko verjetno jo je pa že smiselno tudi spodbujati, ker mislim, da so mnogi starši danes
Pa vseeno v tem, da ne praviš 30-letnik na kavču, tam je pa treba tam se je spodbuditi, treba ne. vprašati, zakaj je tisti 30-letnik na kavču. Bova dala en stereotip, ki ga na kakšnem srečanju rad damo. Ja. Imamo recimo 40-letnika, ki živi s svojo mamo. In bomo vsi lahko na prvi pogled rekli, joj, tile dva sta pa kar preveč navezana. Jih je treba malo narazen dati. Ampak dejstvo je, da te dva sploh nista varno navezana, ker če bi bila varno navezanost, bi sin lahko že zdavnaj šel. Tako da tam so ponavadi prav v navezanosti neki zapleti, bodi si, da je kakšen družinski član prihranjen za kakšno vlogo v družini, ali da ne bi za nekoga skrbel in tako naprej, ali da bi doma ostal. Neka vloga je ponavadi, neko pričakovanje je v njega položeno, in to je nekaj, kar je zelo skregan z varno navezanostjo. Varna navezanost vedno sledi temu, da bo otrok v tem, kar je njegovega očeta. Da bo razvil svojo pot, svoje talente, svoje potenciale, in da z njim drugi nimajo nekega načrta. Ne, bodi si izpovedan ga, včasih je še težje, če je ta načrt neizpovedan. Ja. In na ta način bo lahko šel. Zdaj, če gledava čisto matematično, naši možgani rastejo nekje do 24 leta. To bi rekel ena popolna polnoletnost, administrativno imam po 18 letih, ena polna polnoletnost nekje je pri 24 letih. Seveda je otrok lahko že bistveno prej samostojen, lahko je že takrat nekje v tujini, ampak do takrat ni narobe, če dobi nek čustven suport. Se pravi, varna navezanost pomeni, da se v tem odnosu starši počuti varnega, da je ta odnos brezpogojen, da užaljenost v tem odnosu kakšna starševska nima kaj iskati. Potem, da starši izostrijo pogled, da mu probajo videti tega otroka tako, kot on je, ne tako, kot naj bi bil. Se pravi, da mu znajo to zrcalo pravzaprav pokazati, tole ti gre dobro, tle mogoče ne, in da malo preverijo pri sebi, da nimajo neke svoje agende v zadnji, in da ko je pravzaprav v stiski, da mu znajo dati kakšno besedo pomiritve. Se pravi, tudi pot do nekega čustvenega arzenala za samo pomiritev je preko, strokovno rečemo, koregulacije. Se pravi, da jaz sopomirjam otroka, in pol mladostnika in tako naprej. Ampak tle je včasih strah, ne, mora biti samostojen, čim prej in tako naprej. Če mi vzamemo šoferski izpit, kaj imamo rajš? Da človek gre z inštruktorjem v avto, kjer ima celo inštruktor zavoro nekaj časa, ali je boljše, da gre inštruktor kar na balkon, pa mu da ključe otroku, pejte se malo peljati, jaz te bom pa odtlej gledal. Ne, želimo, da gre skupaj z njim, in nas ni strah v tistem primeru, da bo ta otrok pol cel življenje inštruktorja vozil. Ne, takrat se bosta zelo navezala, se pravi, kandidat bo zelo doživel odvisnost od inštruktorja in njegove varnosti, to bo osvojil in bo odšel na svobodo. Tukaj mislim, da je problem ta odvisnost, ki jo včasih starš potrebuje za to, da sebe vrednoti, validira. Žal velikrat ne moramo govoriti o varni navezanosti, ampak govorimo o posesivnosti in drugih manj ugodnih načinih našega bivanja. Kako te izgledajo, recimo, še malo tako konkretno iz tvoje prakse? Recimo, na kak način smo slovenski ali pa so slovenski starši posesivni do svojih tam mladih? In recimo prej sva govorila o dodatnem stopnišču ali pa kakorkoli, na kakšne načine potem se zavedajo mladi teh težav, jih rešujejo, ker mislim, da večina, kolikor jaz pač spremljam situacijo, marsikdo se tega sploh še niti ne zaveda. Noter so predvsem opaziš, da ni svobode, kar pomeni, da imajo recimo starši načrt, kje bo otrok živel, čisto preprosto. A bo živel v prizidku, nadzidku, ali sploh ne more tam razmišljati. Se pravi, ugotoviš, da recimo že samim bivanjem mladega človeka ali pa para ni neke svobode, da imajo starši idejo o tem, kje bi bilo najboljše. Mi si želimo, da starši pristopijo do svojega otroka, kje bi rad živel in kje te lahko podpremo.
Ampak velikrat žal ni tako in o tem izrekajo svoje mnenje. In že mnenje samo obremeni in poniža otroka, češ da ne zna sam razmisliti. In je oblika prisile, oziroma oblika izraženih pričakovanj, ki so potem... Če pa imamo mi držati do roka, kje bi živel, veš, to je pa proces, mi bomo tle ustrajali, da boš ti prišel do tega, kaj bi delovalo za tebe, kje bi ti si rad živel in pol, če bi rad živel, ne vem, v domači hiši, kaj bi ti rabil, da boš doživel, ne vem, neko zasebnost, in če boš pripeljal zraven še moža, ženo, pa moramo, kaj bi on rabil, da se bo tle počutil doma, da bo pustil svoj pečat, da bo tako. To je stil pogovorov, kjer recimo iščeš o tem neko otrokovo resnico, nek lasten interes. Ker recimo dr. Perko, starejši Andrej, pravi, je kar radikalen, prav 100 km zračne razdalje, ampak dejansko tudi ta zračna razdalja ali pa razdalja fizična ne pomeni nujno svobode. Po mojem mnenju ne, ker so lahko ljudje, 2 generacije živite v istem stanovanju, pa sta zelo razmejene, lahko pa zamenjajo kontinent, pa ohranijo starši nadzor po telefonu ali pa prek vseh teh. Tako da jaz verjamem, da je samo čustvena razmejitev, mi imenujemo ta čustven odhod pravzaprav od doma, po naravi stvari te ob tem čustvenem odhodu starši posprebijo v svet, ki vejo, da je to do neke mere tudi zahteven proces in razumejo, da potrebuješ svobodo. Če pa te podpore staršev ni, potem bo zelo dragocena podpora partnerja, da izvedeš ta odhod. Verjetno bo tebe vedno zanimalo, in kaj, če ga ta partner ne naredi. Jaz rečem, da naši možgani na nezavedni ravni ponavadi najdejo neko sorodno dušo, ki ima morda nekaj, kar pogrešamo ali pa kar nimamo. Podobno rano, pravimo komplementarno. Lahko, se pravi, naši možgani to znajo nekako zračunati, kdo ima ta potencial. In potem se ponavadi ravno s tem človekom začnemo boriti proti temu na neki točki, in če druga oseba v nekem sočutju to vse zdrži, da ne delamo nekih prehitrih odločitev in tako naprej, včasih so tudi odločitve zelo hitre, ko sploh ljudje ne vedo, zakaj se ločujejo, niti ne vedo, zakaj skupaj ostajajo, je pač nek proces, v katerem ti lahko pravzaprav narediš to koherentno zgodbo svojega otroštva, da veš, kdo so tvoji starši, da veš, kaj so dali, kaj niso dali in kako oni v odnosu do tebe so v sedanjosti. In prepoznaš morda neke vzorce, načine, ki pravzaprav nimajo kakšne veze s tvojo svobodno potjo. Kako konkretno se lahko ljudje lotijo delati to koherentno zgodbo svojega otroštva? Je to nekaj, kar lahko v enem terapevtskem odnosu s teboj rešujejo? Na zelo različne načine. Včasih naredijo koherentno zgodbo svojega otroštva čisto v odnosu s partnerjem. Se pravi, da ti si pripravljen, to pravzaprav ni drugega kot to, da znaš ovrednotiti ob nekom, sem zelo hvaležen očetu za to, tukaj pa nisva nikoli skupaj prišla, tle imam pa oče tako in tako mnenje in misel, da bi jaz mogel to pa to, recimo. In lahko to že v partnerskem odnosu. Potem je možen terapevtski odnos, seveda nudi prostor varen za to. Obstaja recimo Lisa Firestone pa Daniel Siegel imata celo kurs za pisanje, se pravi spletni kurs za pisanje koherentne zgodbe. Tako da je virov in načinov več, včasih tudi v kakšnem duhovnem spremljanju lahko kakšen duhovnik veliko pomaga ali pa kakšna druga naklonjena odrasla oseba. Fino. Če greva zdaj pa morda na te osebe, ki bi naj bile odrasle. Se pravi na te starejše, ki jim res v sočutju priznavamo, da so imeli življenje, ki ni bilo privilegirano, ki je bilo težko. Pa vendar to težko življenje večkrat postane izgovor res za neko travmo, ki se pač potem izživlja nad naslednjimi generacijami, pa to ni okej, Ja, meni je tako en lik recimo pokojnega akademika, pisatelja Borisa Pahorja, ki je živel do 109. leta in je v življenju ogromno pretrpel.
pa je vendar bil ves čas, je tudi kaj predaval, pa to je bil nosilc veselja do življenja, nosilc upanja za vse nas. Ne? In to je tisto, kar bi si želeli od starejših, ne? Da bi bili nosilci upanja, da bi nam dali vedeti, ne? Tako kot je dal Jezus, ki je trpel, lej, vem, da trpite, vem, da je velikrat težko, ampak iz trpljenja pravzaprav se pride ven, trpljenje včasih, ko pride, ne vidiš kakšnega smisla v njem, ampak v resnici te tudi preobrazi, naredi bolj sočutnega, bolj odprtega, bolj ranljivega, bolj konec koncev nepopolnega, kar tudi vsi smo, a ne? Zato, da lahko iz te drže potem si dober oče, dobra mama, dober profesor, dober sodelavc in tako dalje. Ne? Praviš, je pa tako, da sivi lasje avtomatsko? Ja, to metaforo mi je všeč, ki jo tale ameriški frančiškan Pater Oro porabi, ne prav, da si star v te drži modrosti je premalo, da imaš sive lase. Se pravi, modrost pomeni to, da si toliko življenja že videl, da je vaš čas življenja in lepo in težko. In da to skupaj sobiva. Ampak da na koncu bo vse v redu, kar pomeni, da si nosilc upanja. Pa to, kar sva že omenila, da ne svetuješ, da probaš iz ene drže modrosti, da pravzaprav mlade družine, mlade pare in otroke rineš na oder življenja, iz katerega si sam sestopil, rečemo, v nek parter. Ne? In v tem parterju pravzaprav spodbujaš, navijaš, verjameš. Ne? V tem prostoru je pa težava, da kup nekih starejših ljudi na oder leze. Potem je pa na odru enkrat zmešnjava in neka gužva rata, in na koncu tam ni nihče zadovoljen. Če je rata vse skup, včasih uporabimo metaforo, en smuti, ki je vse zmešan, imamo radi sadno solato, da so še vedno se vidi, kdo je kdo. In starejši z modrostjo neverjetno doto pravzaprav dajo mlajšim. Papež Frančišek je še z nekom skupaj izdal to knjigo Modrost časa, kjer je prav govoril o tem potencialu starejših ljudi, kako mladi in stari pašejo skupaj. In velikrat imamo, joj, ta vnuk pa noče nič več k babici, nič več k temu. Ja, kaj tam dobi, A tam dobi en občutek varnosti, a dobi en občutek videnosti, a dobi eno pomiritev. Ali mu rečejo, joj, ti pa sam igrce igraš. Odvisno, kaj dobiš. Tako da starejši in mlajši zelo skupaj sodijo, če lahko starejši svojo razvojno vlogo odigrajo s tem svojo modrostjo, pomirjanjem. Da pač mladim dajo dovolj svobode za neko tako smiselno življenje. Fajn. Točno. Všeč mi je tole, zaradi tega, ker v resnici daje eno tako upanje, se mi zdi tudi, pač ko bereš kakšno literaturo, pa je to v Ameriki napisano, pa vidiš, da so ti odnosi lahko težki zanje že samo tisti par dni ob božičnih praznikih. Slovenci pa dejansko res pač živimo v majhni državi, živimo v državi, kjer smo zelo pač geografsko vsi na nekem kupu, smo blizu, in z tega vidika pač kjer so te stvari nerazrešene, da odrasti otroci hodijo po priznanje k svojim staršem, pa tudi če so ti ostareli. Te stvari recimo, ali pa da stari starši zahtevajo to neko ubogljivost, ki bi pasala otrokom, od odraslih otrok. Tukaj se mi zdi, da je ta bolečina. Ne vem, naprimer zadnjič sem se pogovarjal s prijateljem, ki je mladi prevzemnik kmetije, pa njegova družina v sobivanju težko živi, ker dejansko je na odru življenja sta tudi še prejšnja generacija in tako. Ja, prav recimo na kmetijah imamo kup velikih dram. Ali to, da je zahteva, da otrok prevzame kmetijo, pa otrok tega ne čuti. In jaz verjamem, da je človek več vreden kot katerakoli neživa narava oziroma premoženje. Se pravi, drugo je pa, da če nekdo je prevzemnik kmetije, bi bilo normalno od starejše generacije, da ga spodbuja, da dela stvari po svoje.
Da je dejansko prevzemnik. Dostikrat je pa obratno, da je nekdo prevzemnik, nekdo, ki je v ozadju, pa še vedno želi, da se delajo stvari tako in tako in tako. In tle pride pol do silnih dram, konfliktov, enega matranja, ker če bi ta starejši zmogel, prid se k meni pogovarjati, jaz ti bom povedal, kako sem jaz delal, ti boš pa ugotovil, kako bi ti. Bi se ta mlad človek zelo rad zatekal k temu, bi rekel starejšemu očetu, ki je bil vodja kmetije, ker bi vedel, da ta oče nima več v sebi zahteve, kako naj se s to kmetijo pravzaprav dela. Ja, in pol pač tukaj dejansko res je strašno veliko breme na odnosu med tem mladim možem pa njegovo ženo, če recimo je prišla k hiši ali kakorkoli. In tudi velikrat vidimo res te pregovorne značilne težave med taščami in snahami in zeti in to je neverjetno. A veste, ena tašča v neki modrosti, če bo prišla snaha hiši, bo imela ves čas pred očmi, ne da bo snaha delala in se vključila v nek tok tega življenja, kot je pri njih, ampak jo bo zanimalo, kaj ta snaha, ki je prišla na tuj teren, kaj ona rabi, da se bo v tej hiši počutila domače. To je glavno vprašanje za taščo. Kaj naj ta mlada ženska, da se bo res počutila doma, sprejeto, če bo tam skupna kuhna, če je možnost med dve ločene, dajmo se pogovoriti, da bi bilo rajš med dve ločene. In na ta način, da bo ena starejša babica omogočila mlajši, da bo cvetela, da ji bo dobro, boste obe srečne. Ta neka želja, ki smatram, da je nezrela po nadzoru, pod kontroli, so pa starejši nesrečni, češ mlajši nam ne sledijo in mlajši so upravičeno nesrečni, starejši nam ne sledijo, kar bi pa mogli po naravi stvari. Normalno je, da v bistvu starejši, ker imajo večjo kapaciteto, ker so več sveta videli, lahko pomagajo mlajšim in jim sledijo v njihovih potrebah in željah. Tle ne govorimo, da mora zdaj en oče predati kmetijo, njo hoče pa zafrčkati, to je drugo. Ampak govorimo o nekem redu in načinu življenja. Tam bojo pa vedno se starejši lažje prilagodili mlajšim, v tem smislu, da bojo vejo, da oni so začeli življenje in da morajo lastne odločitve sprejemati. Ampak če so te starejši sami mogli živeti po navodilu starejših, bojo mogli izredno veliko obrat narediti v svojem razmišljanju. Obrat, ki včasih tudi res prav ni možen. Obrat, ker bojo mogli videti, da so bili deležni marsikdaj tudi nekega terorja, tudi neke grobosti, tudi nekih načinov pod krinko tradicije, ki morda niso bili najbolj zdravi. Meni se zdijo sicer včasih čisto zdravi tudi primeri, ko na kmetijah se starejša generacija odseli. Da lahko mladi furajo kmetijo po svoje, pa... Če je to cena tega, lahko. V osnovi o tem je dosti pisal dr. Ramovš iz inštituta dr. Antona Trstenjaka. V osnovi lahko tudi večgeneracijske hiše zelo, zelo dobro sobivajo, če starejši ostanejo v drži modrosti, spustijo kontrolo in nadzor, so v drži tolažbe, sprejemanja, pomirjanja, od tega ima mlajša generacija samo korist. In če to starejšo to razveseljuje, v smislu, mi smo radi tle v drži dedka, babice, da vas pomirimo, pa ko imate vi kakšne svoje orožne vaje, take in drugačne, pridite sem, vam bomo en čaj naredili, pa vemo, da se nobena župa ne pije tako vroče, kot se skuha, in da so skozi v tej drži pomirjanja, ne zanikanja problema, ampak pomirjanja in vejo, da mora ta par najdeti odgovore za sebe, in skozi v drži, kje vam lahko mi nasprot pridemo. Tako velikrat so starejši žal v drži, da hočejo, kot bi hoteli oni od življenja še nekaj izterjati. Oni bi rabili neko naklonjenost, oni bi rabili, da se njim sledi. Priznanje. Razumemo, ampak to za neko zrelostjo nima kakšne posebne zveze. Ker to so tako pomembne stvari, ker v resnici se mi zdi, da ogromen del slovenske
družinske scene, tragedij izvira iz tukaj. Ne? Mislim, moj bog, zdaj smo imeli vse te primere teh umorov in celo več primerov umorov mam in tako naprej. Ne? In si misliš, kako iz takih okoliščin ven pride to, da o samem alkoholizmu, ki je prevladujoč, sploh ne govorim. Strašno in teh dogodkov seveda morda jih lahko probamo razumeti, upravičiti, nasilja nikoli ne moramo, ne glede na to, od kje pride. Velikrat se zgodi, da otrok kaže neke znake tudi duševne bolezni, ki se ne prepoznajo. Ne. Dobro je biti v stiku z otrokom, spoštljiv do otroka, ker nekje lahko postane mera tako polna, da gre česa. Ne. In takrat pol imamo te tragedije. Ne? Zato je smiselno biti v odnosu in reči, jaz kot starejši bom vedno mlajšemu probo dati nekaj tazga, da se bo čutil varnega, videnega in pomirjenega. Na ta način postaneš kredibilen v otrokovih očeh, otrok ve, da nimaš ti nekega svojega načrta z njim. In konec koncev splača se mu prideti k tebi. Ker ga bo, veste, to je tako kot recimo, če pogledamo, da vidimo malo ta narobe svet, otrok 5. razred recimo, dobi slabo oceno v šoli. Neka najbolj normalna drža je, da ta otrok reče, ko mi čakam, da pridem domov in to povem staršem. Okay. Zakaj? Zato, ker ne bom dobil pridige, ampak bom dobil sočutje. V smislu, dobil si cvek, kar je po svoje dobro, da veš, da je življenje nepopolno, ker je dobro, da kdaj padeš, zato da vidiš, da se boš spet lahko pobral, ker jaz te že vidim kot uspešnega, jaz te vidim kot uredel. Lahko greš pa v drugo smer, da rečeš, ja, Bog pomagi, kdor nima v glavu v rokah, pa te bo tudi Bogov, pa bo šel v drugo smer. In naslednji dan, ko boste oba mirna, rekel predvsem, ti si pameten, inteligenten fant, ti imaš pravico in igrce igrati in s prijatelji biti v omejenem obsegu in ta šport, ki ga imaš in dobro ocene imeti. Bova midva skupaj naredila en urnik, tak, ki bo tebi služil, pa boš ti zraven sodeloval. Mi smo takoj česi slabe ocene. Če je pa tam, ni čuden, da si cvek dubu, si sam igrce igraš, sej se ne učiš, zakaj bi tak otrok prišel rad k staršu? Kakšen smisel ima? On je itak že sesut od tega, da pač ocena ni dobra, a ni boljš v to celo malo zamolčati, da ne dobi še en problem več. Ampak ni to tako noro težko? Ja, zelo. To je težko, zato ker imamo relativno skromno dediščino. Ja. Če so s tabo ravnali na ta način, potem ta dediščina ni tako težka, če pa ne, je pa naša priložnost, sploh. Vem, da so bili pred leti eni ameriški raziskovalci in so ugotavljali, kakšna odsotnost očetov v tem čustvenem smislu. Se pravi, očetovske drže, imamo ogromno odsotnih očetov, ki vse prepustijo mamam, pa se bolj z eksistenco ukvarjajo in tako naprej, kar je sicer pomembno, ne pa s to čustveno povezanostjo. In brez tega pa ne gre. Zato se res treba ozaveščati redno, stalno. Tudi tako, ko vidim, ko pri družini življenja v zakonskih skupinah se mesečno srečujemo, tam se skozi nekako ozaveščamo, pa se ti zdi, kot da nisi še nič naredil, kar dejansko, ko pride težka situacija, je še vedno težko. Ampak vseeno, nekako se pa nalaga neka druga dediščina, jo gradiš in to je bistveno, se mi zdi. Točno, te občestva, tako kot je vaše, to je nekaj res neprecenljivega, dragocenega, da ti v zunanjem svetu pravzaprav najdeš to podporo, če jo imaš doma tudi toliko boljša, ampak za nekatere je pa včasih, ali pa za nek par je skupnost lahko edini vir te podpore, in je dostikrat dovolj. Tudi varna navezanost se kreira, če ima otrok na voljo vsaj eno odraslo osebo, ne rabi imeti niti dveh, eno odraslo osebo, da ima, ki proba, se pravi, to naravno danost, varnost v odnosu, videnost in tolažba otroku dati, bo otrok lahko šel na en drugačen način v svet. A bi si upal podeliti, kako ste se danes vozili v šolo? Ja. To mi je tako res lep primer tega, kako ti je uspelo, pa verjetno tudi tebi, da ne bova idealizirala, vedno ne uspe morda, ampak kot
imaš ozaveščeno to. Ja, danes je bila ta pot v šolo res zahtevna, ker je pravzaprav naša pot v šolo traja nekje v normalnih okoliščinah 45 minut. Danes je trajala 2 ure 45 minut. Moj sin 9-letnik je bil v silni stiski, glede tega. In sva ga z ženo, ki sva bila po telefonu na vezi, sva probala nekako videti to stisko in je bila žena zelo inovativna, da je lahko tako svoje zveze na eni radijski postaji uporablja, da so za vse otroke, ki trenutno trpijo ujeti v avtomobilih in se bližajo šoli, so eno fajn pesem dala, in še eno drugo odraslo osebo iz šole je pomagala, je poklicala in povedala, da prihod v šolo, da bo vse v redu, ker je sina zelo skrbel, da ne bo pravočasen, ker je zelo redoljuben. In na koncu iz tega avta odšel pomirjen, zadovoljen, zdržal, vse je v redu, ni bilo treba nekih velikih pridig, češ je kolona in ampak pomaga vedno v tem smislu pomirjanje. Tako, to se mi zdi en tak eksemplaričen primer, kako lahko starši z eno inovativnostjo rešimo kakšno stvar. To mi je res všeč. Ampak moraš pa biti sam, se mi zdi, toliko imeti predelane stvari, da nisi v svojih stiskah toliko, da nisi v svojih... tako se mi zdi, da starši smo prevečkrat v procesu predelovanja nekih svojih stvari, da bi znali zares začutiti svojega otroka takole, in potem ne damo naprej tiste prave stvari. Eno reklo nevroznanosti je pause and act, pauza in reakcija. Tako da, ko imaš impuls, ko imaš otroka v avtu, pa negoduje, pa se jezi, pa joka, velikrat bi na impuls postal jezen in bi hodil neko pridigo povedati, ali pa, ampak to bi bila moja potreba, da jaz sprostim svojo jezo. Otrokova potreba je čist nekaj drugega. Jaz sem v stiski, a se lahko ne priključiš moji drami, a lahko ti mene pomiriš. Kar pomeni, da moram jaz pa čist neko drugo držo zavzeti. In to drugo držo bom zavzel, če bom lahko tudi jaz šel toliko v svoje otroštvo, da bom morda videl, da marsikdaj jaz tega nisem dobil. In ker tega nisem dobil, in če bom to zavestil, bom lahko jaz dal to svojemu otroku. Če tega nisem dobil in je prav, da nisem dobil in to tako se dela, bo šlo pa, kot rečemo, copy-paste. Gre pa potem to isto. Tako da imaš vedno te dve poti. In doskrat je pot, ali je pot pridige, ali je pot pomirjanja. In jaz pravim, pot pomirjanja je načeloma prava, pridiga pa včasih, ko smo že vsi mirni. Ampak v času razburjenosti pa pridiga je tako, kot bi ogreval hišo brez oken. Ogreval hišo brez oken, dobra. Dejva za zaključek počasi. Mečkeno še o teh hišah, res ne. Ker dejansko so te hiše, ti kraji, velikokrat ti kraji tega sobivanja, te hiše kot hiše so velikokrat več vredne kot odnosi. Te hiše malikujemo in jih imamo za... Pač dejansko ljudje so vlagali v svoj trud in delo v neko stavbo, v neko nepremičnino. Hvala Bogu, da jih Slovenci imamo, vendarle, to nam daje neko osnovo, neke ekonomske... Kaj pa vem, neke neodvisnosti morda do neke mere, sploh če je zraven še kakšen vrtiček pomaga, lahko, pa morda zna v krizi še prav pridega, ampak vseeno se jo postavlja na preveliko mesto, se pravi, se jo malikuje, se odnos postavlja, pač se lahko malo ponoviva, da povzameva to, o čemer smo govorili. Nasploh je to del ene širše teme, da smo mi postali družba rezultata. Kar pomeni, da je naš rezultat, se pravi, koliko smo solate pridelali, pa če je še boljša, kot sosedova, toliko boljša, koliko smo hiš naredili, koliko smo projektov naredili, koliko smo tega. Se pravi, v izložbo predvsem radi damo, dr. Neufeld pravi, smo outcome society, se pravi, ni več vredna oseba, ampak so vredni njeni izdelki. In probamo tle korak nazaj, da tudi so zelo vprašljiva ta, recimo,
darila na koncu šolskega leta, recimo, in tako naprej. Ne. Ker v bistvu potem ti stimuliraš skozi na rezultata. Ne. In v šoli imamo dostikrat lovce na ocene, ne. Kar pomeni, da lahko ta otrok čist prezre vsebino. Ne. Ampak je važno samo, da bo 5 na koncu. Ne pa to, ni narobe, da ima vse 5, ne. Ampak je važno, da probamo, Brené Brown prav, lej, človek, ti si vreden samo zato, ker ti je ime Benjamin in Miha, to je že dovolj. Ne kaj še vse moraš v izložbo dati. No, in to se mi zdi, se povezuje s to sliko nepremičnin in vsega tega, ne, ki smo jo pripeljali celo toliko daleč, da dom pomeni zgradba. Ne. Dom, zgradba je pomembna, ekonomska neodvisnost je pomembna. To so vse pomembne stvari. Ne bomo zanemarili, ampak dom so odnosi. Ne. Dom sta tam, kjer sta oče, mama in otroci, ki se lahko odločijo jutri, da bojo šli za 5 let na Novo Zelandijo. Ovce strišta, če bo tako življenje narekovalo in bo tam njihov dom. Se pravi, oni so dom, ta družina je dom in otroci ne pripadajo odnosom, ne zgradbi. Seveda je zgradba tudi pomembna in nam lahko neko zatočišče nudi čisto fizično in ekonomsko in tako dalje. Ampak, tako kot si rekel, potrebuje pa, da se jo umesti v ti status. In kje se to manifestira? Te hiše se pa ne sme prodati, tega se pa ne sme prizidati, to je pa starata delo, pa ne smemo. Tako da velikrat pravzaprav se malikuje hišo ali dele hiše, da si ne morejo ljudje v sedanjosti urediti življenja. Malikuje se mi zdi, da se tudi neko idealizirano preteklost, ker spomin pravijo, itak je selektivni, za nazaj se spomnimo samo ta lepih stvari. In morda, ne vem, starši, ki ne pustijo svojim tam mladim pač prezidati hiše po svoje, malikujejo čas, ko je bilo pa kao, vse v redu, čeprav verjetno tudi to ni bilo. Nekje sem prebral, da to je že od antike poznamo, da govorimo, kako je mladina danes problematična, kako so bili pa stari cajt boljša. Tako da to gre iz roda v rod, čeprav pozabimo, da ta mladina, ki jo danes gledamo, je produkt teh odraslih, ki so danes starejši. Tako da to gre pravzaprav z roko v roki. Veš, če se spomnim, ko sem bil jaz mulc, sem bil zelo navdušen nad 60 leti. Se pravi, rastel sem v 90-ih gor, muska iz 60-ih mi je bila všeč, une hipijovske široke hlače so mi bile všeč. Pa sem spraševal tako, ata pa mama, pa kak sta vidva takrat to, kaj je doživljala, pa to nič posebenega. Danes so strašno aktualna baje 90-ta. Tako prav otroci neki imajo eno fantazmo, kak so bila 90-ta posebna. Vse so bila lušna, nič ne rečem, je bilo fajn. Predvsem zaradi tega, ker še ni bilo toliko teh ekranov. Pa vseeno, to idealiziranje česarkoli, ali obdobja, ali stvari pred odnosi, pravijo, najpomembnejše stvari v življenju niso stvari. Pa vse te stvari, ker človeška psiha žal je tako, da nas velikrat zaposluje preteklost, pa nas skrbi prihodnost. Pozabimo pa živeti tukaj in zdaj. Tako da, kaj mi rabimo, da bomo živeli tukaj in zdaj? Ko so enega predavatelja vprašali, pa kjer je najbolj pomemben trenutek v vašem življenju? Je rekel, tale. Kot je tale med nama v tem trenutku, ker to je edini, ki ga imava. Preteklost je že za nami, prihodnosti še ni. Tako da to se mi zdi tudi en poseben poudarek, življenje v sedanjem trenutku, ker v tem hitrem svetu dejansko imajo ljudje občutek, da življenje beži stran in da ga sploh ne živijo, da samo kljukajo določene obveznosti. Zato si je seveda treba življenje narediti v odnosih, v komot odnosih, ker kaj ti pomaga še tako krasna hiša ali prizidek ali to, če ti pol vsebine ne moreš noter prinesti. Kar pomeni vsebina ne bi bila prva, ne forma. Doktor Miha Ruparčič, a je to najin poziv? Se pravi, smo v času po tej pandemiji, pravijo, smo v času permakrize, stalne krize, se pravi, iz pandemije direkt v vojno, iz vojne direkt v energetsko krizo, zdaj le prihaja
upajmo, kakšne pomladne. Pa še vedno je negotova, ne vemo, kaj prinaša. In tako se mi zdi, da je ogromno ene jeze, enega zatekanja v razne idealizacije tega ali onega. Ne? Se pravi, ali neke ideje, ali nekega sistema, ali nekega časa. Ne? Kako bova pozvala k tej gradnji odnosov in k temu primatu še enkrat? Mi smo v božičnem času, ne? Še vedno. Ja. In tukaj imamo en simbol za vse večne čase. Ne? To je simbol jaslic. Simbol Jezus, Marija, Jožef. Ne? In tudi psihologi radi to metaforo nasploh uporabljajo. To ni promocija revščine, ampak če sta Jožef, Marija, pa Jezus v redu, če je med njimi ljubezen, pomeni, da zunanje okoliščine niso več tako pomembne. Tudi če je zuništala epidemija, vojna, energetska kriza. Seveda so lahko zunanji dogodki zelo hudi. Tako da naši odnosi pravzaprav so lahko edini center stabilnosti tudi v kriznih časih. Kar pomeni, da so odnosi zakon, posebej v kriznih časih. In če bomo imeli mi odnose na svojem mestu, pomeni, da zunanje okoliščine nikoli nimajo zadnje besede. En lep primer, mogoče za zaključek, v Londonu je bila med drugo svetovno vojno Piper Pite Operation, ko so zaradi bombardiranja Londona se odločili, da bojo evakuirali, mislim, da celo v milijonih otroke iz Londona, 2 milijona otrok, na podeželje. In oni so dejansko evakuirali otroke od 2 do ne vem koliko let iz Londona, zato da ne bi bili deležni bombardiranja, in so dali te otroke na podeželje, večinoma k neznanim ljudem, kjer so živeli v miru. En del staršev se je potem uprlo in rekli, ne, otroci bojo z nami ostali v zakloniščih. Ker so imeli pol čisto bogato življenje, zaklonišče so imeli tudi gledališče, pa so imeli tudi, igrali so se otroci veliko, starši so pa kakšne časopise brali, pa se o vojni pogovarjali. Ampak te otroci v zakloniščih so se na en način varne počutili, ker so bili njihovi starši zraven, osebe, ki so jih poznali. In kaj je bil izid pravzaprav tega, in to je velika šola za naprej, da te otroci, ki so živeli na mirnem angleškem podeželju, so bili zelo traumatizirani, ker so bili ločeni od svojih staršev. Te otroci, ki so postali v Londonu, skupaj s svojimi starši, je bilo pa ta moč odnosa, jim je dala odpornost napram vsemu bombardiranju in praktično niso bili traumatizirani. In to nam pove, kaj je moč odnosa. In to je vsa naša vera, to je Jezus, to je vse, kar vemo. Wow. Odlično, zelo močna zgodba. Ja. Hvala, Miha. Tako. To je ta moč odnosov, se trudimo jih graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. To je neka moto družine in življenja. Če želite kaj več izvedeti o nas, pridite na spletno stran www.diz.si. Tam boste našli informacije o zakonskih skupinah, o seminarjih, ki jih izvajamo, in o tej trajni preventivni gradnji boljših odnosov, ki so res lahko območje neke varne navezanosti. Niso pa to sami po sebi, je treba za to delati. Res je. Hvala, Miha, se še kdaj vidiva tule v studiu. Hvala vam in skupnosti za vse, kar delate. Hvala lepa. Vse dobro.